V nadaljevanju bi podal kratko izjavo, in sicer danes je bila seja komisije za banke. Preiskovalna seja je bila zaprta, kajti dogovarjali smo se v nadaljnjem delu komisije. Zdaj v uvodoma smo naredili kratko analizo dosedanjega dela, dosedanjih zaslišanj prič. Nekako soglasno pri vseh članih komisije je, da smo nekako z temi zasliševanji oziroma z odgovori prič nekako v skladu z pričakovanji. Nekatere so povedale več, nekatere manj. Vsekakor pa bodo odgovori, ki so jih priče dale, veliko pomembne za nadaljno delo komisije. Še enkrat smo ugotovili, da delo komisije je oteženo, ker nimamo dostopa do dokumentacije. Zdaj v nadaljevanju smo sprejeli nekaj sklepov, kako bo komisija nadaljevala s delom v prihodnosti. Predvsem je potrebno poudariti, da bomo nadaljevali z zaslišanjem prič, tudi tistih, katere je bil sklep sprejet že v preteklosti. Nadaljevanje sej komisije so predvidene za 20., 21. in pa 27. in pa 28. februar, ko bodo zaslišani še nekdanji člani uprav in pa predsedniki nadzornih svetov NKBM-ja, Abanke in pa Nove Ljubljanske banke. Sprejeli smo pa tudi nekaj sklepov, kateri bi sedaj obrazložil, kakšna bo pač potek dela komisije v prihodnosti. Komisija se je odločila, da nekako v roku 15 dni komisija skupaj z strokovnimi službami pripravi pač naslednje zahteve, in sicer pripravlja se bo nova zahteva za dostop do dokumentacije, ki bo poslana na sodišče. Komisija se je odločila, da pošlje tudi dopisno tožilstvo, da nas obvestijo o zadevah, ki v zvezi z sumi kaznivih dejanj, v zvezi z zlorabami v bankah, ki so pri njih. Dogovor oziroma sprejeti sklep je bil, da se pozove sodišče, da priče na vprašanja, ki jih pred komisijo niso odgovarjale, da jih v zvezi s tem zasliši sodišče. Pripravil se bo tudi dopis za Urad za preprečevanje pranja denarja, da nas obvestijo o zadevah, kateri so njimi poznani in so jih zabeležili v obdobju zadnjih 10 let in so povezani z temi 3 bankami. Poslali bomo pa tudi dopis tujim regulatorjem, kjer so delovale oziroma kjer delujejo odvisne oziroma hčerinske družbe NLB-ja, NKBM-ja in Abanke. Tukaj gre predvsem za 3 regulatorje, in sicer za hrvaški regulator HANFA, za Centralno banko Nemčije in pa za Narodno banke Srbije, kjer bomo zahtevali, da nas obvestijo o ukrepih, ki so jih sprožili do slovenskih finančnih inštitucij, ki so delovali v teh 3 državah. Še kakšno vprašanje? Lahko mečko dosedanje zaslišanja vseeno komentirate? Kakšno je bilo mnenje na vse? Vse ti zaslišanja so potekali tudi v živo. Jaz mislim, da kot sem že prej povedal, nekateri so povedali zanimive informacije, ki bodo bile predvsem fokus komisiji za nadaljno delo. Predvsem se mi zdi pomembno, da določenih iz teh zasliševanj je bilo razvidno in da sama bančna luknja ni problem finančno-gospodarske krize, ampak da dejansko gre tudi za neobvladovanje tveganj oziroma zaradi nepravilnosti, ki so se izvajali na sami banki.
bilo je tudi jasno razvidno, da zunanji vplivi pri odločitvah so bili prisotni. In jaz mislim, da je nujno, da komisija pač za svojim delom nadaljuje. Vsekakor pa komisija bo naredila vse, da bi prišli do želenega cilja. Vsekakor je pa potrebno omeniti, da komisija ima oteženo delo zaradi nedostopa do teh dokumentacij, vendar res mislim, da komisija bo seveda sledila temu, da bo prišla do svojega cilja, da se ugotovijo nepravilnosti, predvsem, da se pa ugotovi vpliv politike na posamezne odločitve v bankah. Kaj bolj konkretni pa ne morete biti, da bi opredelili kakšen poseben primer, ki vam bo služil potem za nadaljnje delo? Jaz sem že povedal, da tudi verjetno sama pričanja oseb je verjetno posledica temu, da smo se odločili za sprejetje teh sklepov, ki sem jih prej navedel. To pomeni, da bodo pač te zahteve, dopisi šle na te inštitucije, ki so bile prej omenjene. Vprašanje glede tega sklepa, da boste skušali doseči sodno zaslišanje prič, ki so zavrnili odgovore na vprašanja. Pa me zanima, če se prav spomnim, ne vem, če je to sploh prvi primer, se ga ni, no, ne poznam primer. Zakon o parlamentarni... Tukaj se nanaša, je to mišljeno na gospoda Kramarja, na neko vprašanje, na katera? Zakon o parlamentarni komisiji omogoča, da pač komisija se odloči, da zaprosi sodišče, oziroma zahteva sodišče, da priče, ki so bile na komisiji, niso odgovarjali na vprašanje, da se jih zasliši preko sodišča. Jaz mislim, da ta institut je bil uporabljen tudi pri predhodnih komisijah in odločitev soglasna je bila tudi pri nas, da se tega poslužimo. Pri kom konkretno? A so dane imena? Glede, v roku 15 dni bomo pripravili to zadevo. Mora se pogledati točno po vseh magnetogramih. In vsa tista vprašanja, na katerih priče niso hotele odgovarjati, bomo zaprosili pa sodišče, da opravi to zadevo.